Dober dan in lep pozdrav s Konjskega vrha. Ja, tako je. Lep pozdrav s Konjskega vrha. Še dober dan oziroma počasi bo že dober večer. Ja. Se bo že začelo temniti v času, ko se predvaja najin pogovor. In to pomeni, da jesen že krepko je potrkala na vrata oziroma vstopila skozi vrata, še malo pa bo zima potrkala na vrata. In kaj prinaša s sabo jesen? Kaj je tisto, kar ti najprej pomisliš ob besedi jesen? Ja, kaj najprej pomislim na izbiro, ne? Ker človek si lahko izbere. V vsakem letnem času si lahko izbereš, ne? Recimo poleti lahko rečeš, joj, je prevroče. Lahko pa rečeš, fino, lahko izkoristim ta letni čas, ker je v znamenju toplote, ker je tudi tisti čas, v katerem se zemlja, se vode pregrejejo, se lahko kopam, lahko marsikaj. Vedno je odvisno od naše misli, v kaj usmerimo. Ali v pozitivno ali pa v negativno. Tudi jeseni, ne. Poslušam, recimo, megle so, nizka oblačnost, ne, sivo postaja. Ja, res je, ne. Ampak postaja pa tudi vedno bolj listje žareče, še malo pa bodo tukaj v gorah zažareli macesni. V bistvu je vedno, v kaj usmerim pozornost, ne. In večkrat kot rečem, sreča je odločitev. Sreča je odločitev, na kaj bom pozoren, ne. Ker ko si ti pozoren na negativno, se v tebi same po sebi vzbudijo te nizke čustvene vibracije in dejansko sam sebi spodbijaš moči za življenje. Če se pa odločiš, bom pozoren, zavestno pozoren in bom vadil to pozornost, ne, na to, kar pa je pozitivno, kar je svetlo, kar je v znamenju res teh toplih barv, ne, te pa to krepi, samo po sebi ti daje moči. In potem lažje se sooča s tistim, kar je pač v življenju malce bolj zagonetno, ne, ker imaš hrano, ne, kot mi hranimo telo, ne, da smo močni, da marsikaj zmoremo, tako moramo hraniti tudi notranje občutja, ne. Moramo dvigovati te, bi rekel, srčne vibracije, ta čustvena razpoloženja in potem je mnogo lažje tudi tisto, kar je zagonetno, ne. Ja, jesen prinaša tudi meglo, ne, ampak če bom pozoren v tej jeseni na to, kar pa prinaša toplino, bom to meglo tudi lažje prenesel. Vse je stvar odločitve. Zdaj, kot sem že rekel, ne, meni so, ko sem bil na Razborju pod Lis, so mladi svetovali 3 leta komune, da bi se naučil prave pozornosti, ne. Da je kljub vsemu življenje vendarle zanimivo, lepo, če znaš to lepo odkriti, oziroma če si tisti, ki odkriva to lepo in se s tem lepim hrani. Vse je v odločitvi. Tako ti odločitvi, a boš ti, ne, tu imamo ene take dobre domače kekse, a boš ti uporabil sestavine, ki dajo res ta dober domač okus, ali pa ne, ne. Če boš dal kar tak neki plehkega, bo plehko. Če boš pa dodal tisto, ne, kar izboljša okus, kar naredi ta okus, to domačnost v okusu, ne, tudi mi moramo dodajati svojemu življenju tisto, kar prinaša domačnost, kar prinaša dober okus v vseh letnih časih. In v jeseni se velikokrat usmerimo svoj korak v naravo, proti gozdu. Ja. Ravno o teh žarečih barvah si govoril. In mi smo imeli včeraj pri nas predavanje o gozdni terapiji, ker smo izvedeli, kako pomembno je biti čuječ vsaj pol ure na dan v gozdu. Kaj se to izboljša, počutje. Te vonjave, te barve. Tako. Pa vse to, kar je na nek način terapevtskega, bom rekel, kar v luftu, grdo rečeno, ne, v območju gozda, ne. To je res prav nekaj neverjetnega. Jaz imam to srečo, da živim obdan z gozdom, ampak kljub vsemu grem po tem grebenu gor in vstopim v gozd. In tisti moment, ko vstopiš ti v gozd, stopiš v neko mističnost, v neko čarobnost. Te zajamejo ne samo navzven te terapevtske vonjave oziroma vse tisto, kar gozd prinaša, ampak seže nekam res tam globoko vate, ne. Čeprav je že navzven toliko tega, ne, kar je podporno. Zdaj, okrog mene so v glavnem smreke, ne, te so vedno zelene, po zimi in čez letni čas, ampak tam na enem koncu pa žari bukev, ne, in grem tja,
ker sedaj je čas, da obiščem Bukov, ker me želi na nek način nahraniti s temi toplimi barvami, s to toplino, s tem, kar oddaja, ne. Ker barve so valovanje in barve v teh toplih barvah vzvalovijo vame in me na nek način prebujajo v to svetlobo čutenja. Mi v Sloveniji imamo srečo, ne, tudi če si doma v Ljubljani, lahko greš v Tivoli, lahko greš na Golovec, lahko greš ne vem kam. Ta naša mesta niso takšna, da bi nas na nek način izolirala od te naravne prisotnosti. Še vedno lahko z majčken truda vstopiš v to razkošje, ki ga ponuja narava, posebej v tem letnem času, ne. Ko nas želi s temi toplimi barvami dobesedno nahraniti, ne. Tako kot imamo recimo v shrambi rezervo, si zdaj to, kar vložimo za zimske dni, moramo tudi v sebe vložiti to toplino, za rezervo v zimskih dneh, ki bodo seveda malce drugačna, bodo v znamenju zime, ampak tudi takrat je gost terapevtski, ne. Zame je vedno lepo, podporno, ko stopiš v gozd in gledaš ta debla, ne. To so kot stebri, na nezavedni ravni delujejo na nas in so na nek način neka opora. Se spomnim že kot mali fantič, ne, kako sem bil vsako pomlad, zgodnjo pomlad v skrbeh, ali bodo drevesa ozelenela. In to sem vedno čakal. In pa, ko sem videl, da začne iz teh brstov vznikati listje, sem se globoko oddahnil. Zdaj, ko sem pa starejši, dejansko pa zaznavam, ne, prepoznavam, nisem več v frekvenci strahu in negotovosti, pa ko si blizu tega drevja, dejansko zaznavaš, da to drevje počiva, da se je privoščilo oddih in to meni vedno da misliti, a si bom tudi jaz v tem zimskem času privoščil nekoliko več oddiha ali pa bom z umetno lučjo podaljševal dneve, ne. Ko jih narava krajša, jaz si bom pa podaljševal. Zame je vedno zelo čarobno iti zgodaj v posteljo s knjigo v roki. Ja, to je tisti čas počitka, čeprav ne pomeni, da ne živim intenzivno tudi v tem obdobju, ampak če je le mogoče, pa grem privoščim, bi rekel, to zgodnje večerno počivanje in to je res, je v sozvočju z ritmom dneva, ne. Čeprav vstajam pa takrat, ko še sonce 3 ure ne pride na plano. In spet smo pri stvari odločitve. Za vse se je potrebno odločiti. Tudi zato, da se vstaneš in greš. Ja, in tudi zato, da potem obsediš in počivaš. To mi pravijo mnogi ljudje, ne, da ali pada dež, ali je vreme sončno, ali je ne vem kakšno, on ima tisti svoj ritem in gre. In to je dobro, da imaš ritem. Meni pomaga k ritmu hlev, ker vem, da kapra čaka in dejansko tu ne morem zamujati, ne. Fino je, da je pa vprašanje, ne, če bi jaz imel tak ritem, če me ne bi nekaj živega tam čakalo, ne. Če se ne bi dal potuho, danes pa ne bi šel, ne. Tu res občudujem določene ljudi, ki so načelni, ne, ki vedo, da jim recimo sprehod pomaga, da je tudi, če pada dež, da to ni slabo vreme, ampak je pač samo deževno vreme, da so tudi palerine in da je doživeti dež tudi na nek način osvobajoče. Te izmiva, te umiva, vsak letni čas, vsako vreme ima recimo svoj učinek, tudi blagodejni, če smo seveda s pozornostjo usmerjeni na njega, ne. In naj bo ta jesen takšna, da se urimo pozornosti in da jo preživimo čim lepše. Ja, v odločitvi bom pozoren na to, kar me svetli, bom pozoren na to, kar me krepi, kar mi daje moči. V naravi je to zelo spontano. Polhek pa te gozdne živali to nabirajo zdaj zalogo za zimo, tudi mi si jo naberimo. Po zimi, ker pač nismo speča bitja po zimi, pa bodimo pozorni na tisto, kar nas bo, ja, prav v zimi oddelo v zimsko čarobnost in bomo prepoznavali to, kar je čar sedaj v jesenskem času, potem po zimi pa bomo nazdravili zimi z vsem, kar nam prinaša.
Midva pa na zdravi vaš čajem. Tako. Ja, na In zdravi. pozdravljava vse. Ja, z Konjskega vrha.